drugi dan našega potepanja, zdaj gremo najprej po avto v garažo. Jaz upam, da je še tam, ker smo imeli včeraj neke težave, ker so nam naši lastniki stanovanja dali napačno številko parkirišča, tako da smo ga mogli pa premakniti. Tako da zdaj upajmo, da je tam. In zdaj v prvem delu dneva se bomo odpravili na ene klife. Pa kakor slišite, tukaj okrog veliko delajo v tem letnem času, ful je enih popravil, na novo delajo trge, pločnike in je kar glasno v bistvu, tudi zjutraj imaš kar problem v bistvu spati. Sploh zato, ker je tukaj sončni vzhod šele ob 8 zjutraj in se zbudiš že po temi. Še? Imamo kakšen listek, ki... Ne, danes ga pa ni. Pa sem že pokazal, da je naša Arona tudi avtomatik, tako da se ne rabim toliko zafrkavati z menjanjem danes. Ena stvar, ki je tle zelo strašljiva, je ta garažna hiša ima zelo ozke prehode gor v nadstropje, tako da te vidiš zdaj, kako težko je eno majhno Arono spraviti ven iz garaže, ali pa tudi v njo. Pol urce vožnje proti zahodu, moram reči, da njihove avtoceste so drugače res v redu narejene, edino omejitve so precej nizke, tam med 80 pa 100 je po večini. Zdaj pa smo se pripeljali malo izven mesta, na ene take hude ovinkaste ceste, kjer bo tudi tale Arona malo zadihala s svojim linčkom. Zdaj pa sam pogledajte te razglede na poti do klifov. Tole je pa trenutno moja najljubša cesta, kar smo jih najdeli do zdaj. Tukaj bi pa pasal imeti en tak malo bolj nabrit avto. In po dobri uri vožnje smo se mi pripeljali do razgledne točke, ki se imenuje El Balcón. Ful izvirno ime. Zdaj, jaz bi skoraj rekel, da je bila pot do sem v bistvu še bolj zanimiva, pa še z lepšimi razgledi, ampak tudi tole ni slabo. Samo poglejte si. Par kilometrov od tiste razgledne točke smo dosegli vrh te gorske ceste in to je tudi končna točka današnjega vloga. Videli smo res kar nekaj izjemnih razgledov, pa tudi tale cesta je bila vrhunska. Zdaj pa, če še niste subscribali tukaj spodaj, tisti rdeč box, pa se vidimo v naslednjem vlogu jutri.